Hvala lepa, hvala lepa. Spet se bližajo volitve. V Sloveniji levica na volitvah še nikoli ni zmagala pošteno. Vedno so goljufali na tak ali drugačen način. Največkrat za zlorabo tako imenovane pravne države. Za zlorabo sodišč. Zdaj za temi vrati danes v verjetno najmanjši dvorani, ki obstaja na tem sodišču, poteka nov politični proces. Za temi vrati neka sodnica, ki ni bila na vrsti, in neki sodniki porotniki, ki niso bili na vrsti, pa so jih naredili tako, da so prišli na vrsto. Se pravi, sodi nam sodni senat, ki ni določen po normalnem redu. Hkrati po sodnem senatu sedi sodnik porotnik, ki se ni spomnil, da je pred nekaj leti oziroma nekje v tistem času, o katerem se sprašuje, kandidiral za liberalno demokracijo. On se v tega ni spomnil. Zdaj v sodnem senatu je šefica pravne službe velenjske občine, ki jo je postavila sedanja ministrica za pravosodje Andreja Katič. Ona je seveda najbolj neodvisna tukaj. Nihče med njimi ne bi smel biti v tem senatu, pa kljub temu so jih postavili. Tukaj so postavili senat, ki nas bo obsodil. Ker je sodba je bila v bistvu napisana prej, preden je to sploh prišlo do sodišča. Ne bi smelo biti ovadbe, ne bi smelo biti obtožnice, ne bi smelo biti procesa. Zdaj, ko bo nekje na nekem sodišču ta sodba zgrmela, tako kot je zgrmela Patria, se bo to vsem zdelo normalno. Ampak do takrat bomo šli najprej na eno ali pa na dvoje volitev, in to sodbo bodo potem zastarali, kot so ostale stvari, zato, da ne bi prišla do Evropskega sodišča. Ker če bi tam zgrmelo, bi to malo bolj odmevalo. Nekaj dni nazaj se je glasila predsednica sodniškega društva. To je gospa Bergant Rakočevič, ta gospa je junija leta 2013, ko smo bili obsojeni na prvi stopnji v zadevi Patria, javno čestitala sodnici, ki so jo izbrali za to, da nas obsodi. Čestitala je za pogum. Danes, kdorkoli prebere sodbo Ustavnega sodišča, lahko tam vidi, kakšno pravno skropucalo je bil proces Patria. Ampak ta sodnica se ni opravičila za tisto čestitko, čeprav je kot pravnica, spoštuje sodišča ustavnega očitno ne, spoštuje pravo, ni se opravičila, je pa napredovala. Postala je predsednica vseh sodnikov v Sloveniji. Se pravi, bolj krivo sodiš, bolj napreduješ. Glejte, mafija je preblaga beseda za njih. Ker mafija spoštuje neka pravila. Tukaj ni nobenih pravil. Tukaj gre samo za oblast. Tako da, če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. To je hujše od tega zaradi tega, ker mafija se predstavlja kot mafija. Tukaj se pa krivosodje predstavlja kot pravosodje. Tukaj, tu na tem protestu, gledajte, to ne gre samo za me. Gre za vse tisoče, 10 tisoče, ki so v zadnjih desetletjih utrpeli krivico na slovenskih sodiščih. Jaz sem bil pred 7 leti v zaporu, na Dobu in Puščavi. Jaz sem tam srečal reveže, za katere nihče ni protestiral, ki so bili tam, že ko si prvo stran njihovih sodb prebral, po krivici. Pa niso imeli denarja, da bi šli na Evropsko sodišče in so tam pač pretrpeli tista leta in danes živijo v državi, za katero so se nekateri borili pred 3 desetletji, zagrenjeno. Glejte, mi te države nismo gradili za to, nismo se bojevali za njo, nismo glasovali za njo, da bo stanje takšno, kakršno je. Zato ga bomo spremenili. Če bi en sam
eno samo obravnavo v procesu Patria lahko vi neposredno spremljali preko televizije, bi tisti proces naslednji dan padal, bi ga zaključili. Če bi eno samo sojenje tukaj lahko vi spremljali neposredno in slišali to sodnico, ki se norčuje iz prava, potem bi bilo to jutri zaključeno. Ampak tega vi ne smete spremljati. Tukaj se sodi v imenu ljudstva. Danes so spustili dvorano 3 predstavnike ljudstva. Predstavili so sojenje v najmanjšo dvorano. Zaradi ljudstva. Tožilec, ki je tukaj zapravil že tedne časa, je krati tožilec v zadevi Litijska. Pred enim letom so zapravili 8 milijonov vašega denarja. Za neko podrtijo, ki je ministrica niti gledati ni šla. Meni zdaj sodijo zato, ker sem posestval, za katerega sem dal 45.000 mark leta 92, prodal za nekaj več kot 120.000 evrov 13 let kasneje, ko so vse cene šle več kot to gor. Podjetje, ki je to kupilo, je kupilo mnoge dražje stvari. Slovenija nima neodvisne sodne veje oblasti. Ima veje oblasti, ki je hrbtenica globoke države, ki je glavni inštrument za to, da je tranzicijska levica praktično večno na oblasti, tudi takrat, ko nima vlade, ker ima druge institucije. In karkoli se naredi, potem nekje pade. In ki skrbi za to, da zakoni ne veljajo za vse enako. Ni sproščene Slovenije brez svobode. Zato si bomo to besedo vzeli nazaj. Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Hvala lepa!